Hudi časi ponavadi najbolj prizadanejo tiste, ki imajo že tako malo. Enako je tudi z Zvezo Sonček. A vendarle se sončki ne dajo. Z vašo in našo pomočjo bodo namreč zavihali rokave in se lotili prenove rabljenih predmetov, ki jim bodo vdahnili novo življenje, s tem zaslužili kakšen evro, da si bodo dejansko lahko zagotovili, lahko rečemo skoraj da osnovne stvari, ki jih potrebujejo. Več o tem z vodjo enote VDC Zveze Sonček Maribor, gospod Zlatko Ornih. Zlatka, dobro jutro. Dobro jutro tudi vam. Kot rečeno, se lotevate projekta, s katerim bi radi zaslužili kakšen evro. Zakaj? Kaj je tisto, kar potrebujete? Kaj je tisto, kar ne morete več kriti z pičlimi sredstvi, ki jih namenja država? Ja, z zbiranjem in prodajo upamo, da bomo zaslužili mogoče tudi za opremo, ki si jo drugače iz rednih virov ne moremo privoščiti. Nekaj denarja bo šlo tudi za higienski material, čistila, kjer nam v celoti ne pokrivajo stroškov, pa seveda še marsikaj drugega. Imamo tudi velike finančne projekte. Eden takih projektov je recimo zamenjava strehe na našem objektu na Pobrežju, kjer je varstveno-delovni center, ki je že absolutno dotrajana in potrebna menjave, da ne govorimo o pročelju stavbe in tako naprej. Ampak seveda iz tega akcije ne bo toliko denarja. Ob tem bomo peljali še vzporedno najbrž kakšno drugo akcijo, kjer bomo pozivali Mariborčane k dobrodelnosti in da nam pomagajo do nove strehe. Kaj pa boste dejansko počeli v tem projektu? Kot rečeno, predmetom, stvarem vdahnili novo življenje, če tako rečemo. Ja, to bomo najbrž počeli kasneje. Zaenkrat gre samo za to, da zbiramo te večje rabljene predmete, pohištvo, belo tehniko, pa tudi seveda manjše, ki jih bomo samo prodali dalje. Cene bojo absolutno nizke. Naš namen je, da bi tudi mi počeli dobro in da bi ljudje, sploh v Mariboru in okolici, kjer je velika socialna stiska, lahko prišli tudi preko Sončka do poceni pohištva, ostalih zadev, ki jih morda nujno potrebujejo. To je to, no. Kako lahko pomagamo? Kakšni so ti kosi pohištva, bele tehnike, ki jih lahko darujemo Sončku za naprejšnjo uporabo? Ja, mi imamo pač tale kriterij, da prosimo ljudi, ki so nam pripravljeni darovati, da sami nekako ocenijo, ali so to predmeti, ki jih je možno še nadalje uporabiti, da niso dotrajani, uničeni, popolnoma poškodovani, ker v tem primeru si pač delamo stroške. Zdaj, odziv Mariborčanov in ljudi iz okolice je prav neverjeten, nismo pričakovali takega odziva. In res večina stvari je krasnih in zelo zanimivih tudi za bodoče kupce. Kje vse to skladiščiti? Se je našel kdo, ki bi vam pripravljen bil odstopiti skladišče za ta čas trajanja projekta? Ali ste še vedno v iskanju? Ja, s skladiščnimi prostori smo imeli kar težave in smo iskali res zdaj mesec dni. Problem smo rešili samo začasno. Gospod Razgoršek nam je priskočil na pomoč in nam odstopil prostore v Melju. Tu bi rada še posebej se zahvalila Rotary klubu Mariboru, v katerem je tudi gospod Razgoršek. Drugače pa še vedno upamo, da nam bo morda občina Nigrad, poslovna cona Tezno, na vse njih smo namreč poslali prav tako prošnje, da nam pomagajo, da nam bodo skratka čim prej poskušali najti dolgotrajno rešitev ali rešitev vsaj do konca leta, da se ne selimo iz meseca v mesec, ker seveda to povzroča velike logistične težave. Če se kdo vendarle najde, ki ima v Mariboru prazne skladiščne prostore, pa bi bil pripravljen odstopiti, kakšne prostore približno iščete in kam se lahko obrne? Računamo nekje, da je najmanj, kar potrebujemo, nekje okoli 150 kvadratov. Vse nad to je seveda še boljše. Pokličejo nas lahko seveda na center, telefonske številke, ne vem, morda ob tej priliki povem tudi, ali nas kontaktirajo preko maila maribor@soncek.org. Dosegljiva sem tudi na mobitelu 24 ur na dan, zdaj sploh, ko smo res v tej veliki akciji, tako da jih prosimo, kontakt za Sonček najdejo na spletu, kjerkoli.
Tako pa na naj vseh teh pokličejo. kontaktih lahko tudi vas najdejo tisti, ki bi lahko Darovali, podarili tako, predmete. tako. Morda to vprašanje še, kje bo te predmete mogoče potem kupiti? Ja, zaenkrat te drobne rabljene predmete se dogovarjamo z trgovskimi centri. Začeli smo že v Baumaxu z stojnično prodajo, kjer gre za okrasne predmete, keramiko, kozarce, nekatere gospodinjske aparate, drobne in tako naprej. In je bil izkupiček kar, smo ga bili veseli. No? Drugače še bomo prav tako prodajali stojnično Mercator centru Pobrežje. Europark nam je obljubil, da enkrat letno lahko pri njih naredimo Bošjaka, pa še verjetno kje drugje, v Leclercu ali še v kakem drugem trgovskem centru. Kar se pa tiče teh velikih zadev, omar, bele tehnike, teh velikih kosov, pa zaenkrat še nimamo ideje, oziroma bomo največ prodajali preko spleta, kjer nam je Bolha priskočila na pomoč in nam obljubila brezplačno oglaševanje na njihovem portalu. Pa najbrž računamo na to, da bo šla reklama od ust do ust. Ko bo nekdo nekaj kupil, bo najbrž povedal prijatelju, znancu in računamo na reklamo. Tako, od ust do ust. Še preden midva kakšno rečeva v nadaljevanju o sami akciji in povabiva k sodelovanju, še čas, da si privoščimo lepo nagrado. Podjetje McDonald's je namreč tudi danes priskrbelo nagrado za vas. Zajtrk, darilna bona za zajtrk v McDonald'su. No, zraven bomo priložili še 2 vstopnici za festival komedije v Pekrah, in sicer za predstavo Moj ata socialistični kulak. Ta bo v soboto 8. marca ob 19. v Kulturnem domu Pekre. Tam boste lahko vstopnici tudi prevzeli. 090 93 60 32 pa je telefonska številka profesorja Abecednika. Potrkali mu bomo na okno in pogledali, kakšno nalogo nam je zastavil. Lahko pa izdam, da gre za besedo, ki označuje izraz na obrazu, navadno izraz na obrazu z raztegnenimi ustnicami, ki kaže na veselje ali pa radost. 090 93 60 32 in lep pozdrav, kdo je z nami? Halo, halo. Halo, se slišimo? Halo? Ja, dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, slišimo se, ja. No, črka M kot Maribor je že dana. Profesor Abecednik jo je že razkril, kot rečeno pa nas sprašuje po besedi za izraz obraza, navadno raztegnenih ustnic, ki kaže zlasti veselje in pa radost. Katero črko nam dajete na voljo? Mogoče je E. E kot Evropa. Poglejmo, kaj Ja. pravi profesor Abecednik na črko E. Pravi, da je v tej besedi. Katero nam dajete naslednjo? Katera je naslednja črka? Joj. A bo šlo? S- Iščemo torej izraz obraza, raztegnenih ustnic ponavadi, ki kaže zlasti veselje ali pa radost. Ja. Katero črko nam dajete S naslednjo? bi še dala, S. S kot Slovenija. Kaj pravi profesor Abecednik na črko S? Pravi, da je v tej besedi. Ja. Nam dajete naslednjo črko ali boste kar ugibali? Nasmeh. Tako. Nasmeh, tako. Odgovor je pravilen in tudi vam je pričaral profesor Abecednik. Nasmeh na ustnice in na obraz. Čestitke, kot rečeno, je vaš bon za zajtrk v McDonald'su in tudi vstopnici za predstavo Moj ata socialistični kulak v soboto 8. marca, ravno na dan žena ob 19. zvečer v Kulturnem domu v Pekrah. Tam boste tudi lahko prevzeli sami vstopnici. Čestitke. Mi se vračamo nazaj k projektu Zvezde Sonček v Mariboru. Ste zadovoljni s tem, kako stvar poteka, z povpraševanjem, z interesom posameznikov, ki vas konec koncev upam, da tudi kličejo in prinašajo stvari? Še enkrat bi poudarila, odziv je res neverjeten, veliko večji, kot smo pričakovali. In seveda smo zadovoljni, bolj se bojimo, da bo težje zadeve potem spraviti ven. Ne? Prihodek teh predmetov je namreč res velik. Mogoče bi še samo ob tej priložnosti zaprosila ljudi,
da nam tudi čim več pripeljejo sami, da pač ne povzročamo stroškov z prevozom. Kadar pa gre za te večje kose, smo pa seveda pripravljeni z našimi kombiji tudi stvari odpeljati. Tako uspešno, od viška glava ne boli, so rekli včasih. Točno tako. Uspešno delovnost.